Pozdravljeni! Danes pripravljamo bezgov sirup, ker je sezona sirupov na dlani. Tukaj sem pripravila že sladkorni sirup iz 3 kg sladkorja in 3 litrov vode. Vse skupaj sem prevrela in pustila, da se popolnoma ohladi. V ta sladkorni sirup namočim približno 30 bezgovih cvetov. Cvetove res nabiramo v lepem vremenu, suhem, sončnem, tudi tako, da so že nekaj dni lepi dnevi, ne kar po dežju direktno iti nabirati. Takole. Celi recept je vse na trojke. Tu imamo še kolobarje 3 limon. Takle vse skupaj premešamo in pustimo namakati kake 3 dni. Zdaj seveda ne bomo tako dolgo snemali, ker bi to predolgo trajalo. Zato bom pustila. Po 3 dnevih, se pravi, to zmes odcedite in ponovno zagrejete na tam 80–83 stopinje in napolnite v tople steklenice. Ko namakamo tale bezeg 3 dni, ga odcedimo in dodamo 6 g citronske kisline in potem ponovno zagrejemo precejeno zmes na 80–83 stopinjah in polnimo v čiste steklene flaške, ki prav tako morajo biti ogrete. Takole. Zdaj bom pa povedala eno posebnost Kovačnikove turistične kmetije. Namreč, tuhtali smo, kaj bi dodali bezgovemu sirupu, da bi dobili eno lepšo, bolj prijazno barvo, ker je pravzaprav zelo medlikave barve, ne? In potem smo prišli na idejo in smo konec lanske sezone skuhali koncentrat iz bezgovih jagod. Se pravi, ko bezeg odcveti, iz cvetov nastanejo bezgove jagode, ki so prav tako užitne. Včasih se je govorilo, da so strupene, ampak to ni res. Iz njih lahko pripravimo tudi marmelado, ki jo kuhamo pri nas, oziroma sok ali sirup, ne? In ravno ta koncentrat nam da eno tako lepo, prijazno roza barvo, ki jo mi dodamo k bezgovemu sirupu. Zdaj si še pa privoščimo eno osvežilno pijačo v teh toplih dneh, oziroma še bolj bo prijala v pravi poletni vročini. Vzamemo grajfovo litrco. Družina Grajf ima vinograde v Framu in njihova najbolj poznana steklenica je suha zvrst Frambelo, tudi v redni ponudbi na naši turistični kmetiji. Takole si nalijemo grajfovega vinčka, en šlukec bezgovega sirupa in mineralno vodo in Aljažev špricer je pripravljen. Takle, če vam je bila ta oddaja o bezgovem sirupu všeč, vas vabim, da se mi pridružite na mojem brezplačnem YouTube kanalu tukaj. Prav tako pa bom vesela, če boste to oddajo delili in všečkali na Facebooku.